Živijo. To mislim, da je že ene 10. poskus. Upamo, da nam zdaj le parata. Izpisal sem si par stvari. Govorili bomo o željah. Kaj sploh je želja? Prebral bom definicije želje, ki sem si jo izpisal. Vsaka izhodiščna točka nekega dosežka je naša želja po tem dosežku. Se pravi, vse se začne s tem, da si nekaj želimo in da to potem tudi uresničimo. In se nam bodo poti odpirale v tej smeri. Zdaj, lahko so različne želje, pa bo pot ista. Da vam bom en primer svojega življenja, kjer bi lahko bile želje različne, pot pa popolnoma ista, se pravi do iste točke, kjer se lahko to zgodi. Lahko je želja recimo postati bolj samozavesten, lahko je druga želja premagati nek strah, mogoče pred javnim nastopanjem, pred drugimi ljudmi, odvisno kaj ima nekdo. Lahko je tretja želja spoznati neke filmske igralce, lahko je igrati videospot ali pa nadaljevanki. In tu so vse 4 želje, ki dejansko vodijo lahko do iste točke. Se pravi, lahko uresničite 4 želje hkrati. Zdaj, drugo vprašanje je, kaj ste vi pripravljeni narediti ali pa dati v zameno za to, da dosežete ta vaš cilj. Ali je to vaš čas, ali je to nek denarja, ki ga morate investirati, ali je to čas, da se nekaj najprej naučite, pa da potem mogoče delate na tem projektu. Različne stvari, različno odpovedovanje. Se pravi, nečemu se verjetno boste mogli odpovedati, pa nekaj dati v zameno. Tretja točka je, da si probate določiti datum, kdaj bi to radi dosegli. V mojem primeru je bilo v bistvu tako, da sem videl razpis za eno avdicijo in sem se prijavil. In ko sem se vračal iz Ljubljane, sem bil jaz dejansko 150% odločen, da jaz dobim to avdicijo. Rok je bil tisti dan, isti dan, ko sem se prijavil. In ja, zvečer, ko sem pogledal, ali pa mislim, da je bilo celo naslednji dan, no, sem dobil v bistvu obvestilo, da sem izbran. Se pravi, izbran sem bil za igranje v eni znani nadaljevanki. In jaz, ko sem se odločil, je bila najprej želja. Res je bila resnična želja, ni bilo to samo zato, da bi bilo neko dokazovanje pred drugimi ljudmi, ampak ne dokazovanje sebi, ampak več stvari hkrati, doseči več ciljev, ki sem jih tudi prej omenil, več želja, da sebe zgradim na nekem področju lažje. Zdaj, ja, 4. točka je, da si sestaviš nek načrt. Ni nujno, da je to načrt točno, kako pridete do tega cilja, ampak je mogoče samo načrt, kje najdete lahko priložnosti, da pridete do tega. Kaj pomeni priložnosti? Ja, jaz sem mogel, se pravi, ta moj načrt je bil, da če želim priti do tega, se moram najprej prijaviti na kakšno avdicijo. In to je že del načrta. Del načrta, ki ga lahko pač vi naredite, ki ga morate vi narediti, če želite priti do neke točke. Zdaj, če je neka druga zadeva, če recimo želite narediti neko trgovino, ali je to spletna trgovina, ali je to fizična trgovina, boste verjetno mogli najti prostor za skladiščenje, recimo, če imate e-trgovino, če imate navadno trgovino, prostor tako za skladišče, pa kjer bo trgovina, se naučiti, raziskati trg in tako naprej. Se pravi, so stvari, ki jih lahko naredite, pa jih morate narediti. Ja, in napisati si na papir. Vision board, govorili smo o vision boardu.
Lahko je to nek zvezek, nek papir, lahko je to na telefonu. Jaz imam na telefonu in na računalniku vision board za ozadje. In vsakič, ko ali dobim SMS, neko sporočilo, neko obvestilo, kaj naredim? Ja, verjetno pogledam na telefon in ko ga zaklenem, imam tudi za zaklep svojega namizja oziroma telefona isto sliko. In jaz to sliko večkrat vidim. In možgani začnejo delovati v tej smeri in tako vibracijo boste tudi oddajali. Tako da, ja, na kratko o željah v bistvu to, da morate najprej sami sploh vedeti, kaj želite. Največja težava mogoče ljudi je ta, da ne ve sploh, kaj želi v svojem življenju, kaj želi doseči, pa da je to resnična želja, ne za doseganje tega, zato da bi drugim dokazali, koliko so uspešni, ampak če res s tem nekaj zrastete, pa nekaj naredite za svojo osebno rast, pol ste že bliže temu. Kakor rečeno, jaz sem ta korak naredil zase. Ja, spoznal sem nekaj ljudi tam, ampak predvsem moj glavni cilj je bil mogoče spoznati tudi, na kakšen način se to dela, predvsem pa graditi bolj na samozavesti, na tem, da sem bolj komunikativen in tam ti ljudje povejo določene stvari, ki jih lahko izboljšaš. In ja, na tak način začneš rasti. In ja, jaz verjamem, da imate vsi kakšne cilje, kakšne želje, dajte si jih napisati, dajte se vprašati, kaj lahko z njimi pridobite in ponavljajte jih vsak dan, zjutraj, zvečer, kadar imate možnost. Dajte si na telefon narediti vision board, dajte si na računalnik, kjer čim večkrat vidite lahko to zadevo, dajte si tja in opazujte, kako se vam bo začelo dogajati. Je pa tako, ko boste dali željo v svet, boste dobili priložnosti. Zdaj ste pa vi tukaj tisti, a boste izkoristili priložnost, ali se boste ustrašili. Če si res želite to narediti, jo boste, verjemite, izkoristili. In tudi jaz sem jo izkoristil in ne, mi ni žal. In če bi mu še enkrat isto priložnost, da bi šel na audicijo oziroma da bi šel igrati v to nadaljevanko, ja, bi ponovil to izkušnjo, ker je res dobra izkušnja. Premagati sebe, premagati nek strah. Res, da sem prej snemal že videospote, za glasbene videospote, za ansamble. Ampak tu je drugače, več ljudi, večja ekipa. Je lepa izkušnja, no, tako da če imate priliko, dajte najti kakšno audicijo, dajte se prijaviti. Če vas seveda to zanima, ker nismo vsi ljudje isti. Ne zanima vseh ista zadeva, jaz verjamem, da nekateri imajo toliko strahov, da se bojijo, pa ne želijo iti pred kamero. Jaz tega strahu pred kamero načeloma nimam, ker sem tudi tam videl, da nekateri ljudje, ki so v tem poslu že kar dolgo časa, tudi kaj zafrknejo, pa ponovijo. In ja, navaditi se to, da včasih kaj spodrsne, da s tem ni nič narobe. Tudi to je ena izmed lekcij, da vidite, da uspešni ljudje tudi padejo, pa ponovijo zadevo. In lep dan vam želim in veliko želja, ki se vam bodo uresničile.